O ljubljanski džamiji, žrtvi nekulture in pogoltnosti, komentar dneva Miha Jazbinšek. Župan Janković in minister Simoniti sta neverodostojna pametnjakoviča in nekulturna prepirljivca okoli strategije kulture mestne občine Ljubljana. Na primeru džamije sta, na primer, skupaj s svojima oprodama, podžupanom, profesorjem arhitekture mesta Janezom Koželjem in generalnim direktorjem Direktorata za kulturno dediščino dr. Damjanom Prelovškom, grobarja civilizirane arhitekture mesta in varstva kulturne dediščine. Še do danes v mestnem svetu nismo bili seznanjeni, da je Koželj tajno in na fuš avtor urbanističnih pogojev za območje v Parmovi, od Kurilniške do Samove, in 3 variant zasnove džamije, ki so iz ene roke kar eno in isto. No, Kučan jih je pravi videl. Z gradivem, ki je prispelo za naslednjo sejo, pa smo priča Koželjevemu intelektualnemu izdajstvu arhitekture in mene osebno, kar mu je zmuzljivemu arhitekturnemu PR publicistu itak lastno. Takoj po nastopu mandata me je Janković zaprosil, da s Koželjem določiva optimalno lokacijo za džamijo v Ljubljani. Izbrala sva vogal Parmove in Kurilniške, nasproti Tiskarne Delo, blizu železniške in avtobusne postaje, zaradi integracije v ansambl z drugimi sakralnimi objekti proti Tivoliju in integracije v porajajoči se ljubljanski Manhattan z vizualnim predprostorom dobovarca. On pa je tajno izpeljal integracijo džamije v stanovanjsko okolje Medvedove in Ruske v Šiški in novih energoplanovih stolpnic v Parmovi višine 40 metrov, kamor se bo z enako visokega minareta gledalo v lonec le čez stanovanjsko cesto, saj je džamija brez vsakršnega predprostora. Džamijo je za 200 metrov umaknil kar na mejo s Šiško, kjer strateški prostorski načrt MOL predvideva iztek zelenega klina med krakoma Šiške in Bežigrada in zazida vplivno območje 2 kulturnih spomenikov, železniških delavnic in postaje v Šiški, tako da se džamija svojo zadnjo stranico zarine mednje, postaji pa se približa za širino tirov 45 metrov. In prisilil je Prelovška, da izda smernice, ki to dovoljujejo. Posledice pa so: MOL po nepotrebnem odkupi 5000 metrov kvadratnih od slovenskih železnic za 2 milijona evrov. Slovenske železnice prodajajo spomenik po kosih, mimo zakonsko predpisanega odgovornega trgovca z dediščino. Islamisti morajo odkupiti več kot 1,5 hektarja. Islamisti so ogoljufani za dovoz z Kurilniške in morajo sfinancirati infrastrukturo in najdaljši možni dovoz, ki bi sicer moral bremeniti energoplan, seveda z potrebnimi rušenji kalkulirano goljufivo premalo na 2,2 milijona. Zemljišč ne bodo dobili po 150 evrov na meter kvadraten. Dragi Koželj, vse to zaradi načrtovanega preširokega kompleksa stolpnic med Parmovo in džamijo, da bi ja imel energoplan in nekaj drugih, tudi MOL, tu ekstra profite.